Smo obljubili v tem studiu danes zjutraj Iztok Kočevar. Istok, dobro jutro. Dobro jutro. In kar takoj vprašanje, ker to me najbolj zanima. Koliko je zdaj že od zaključenega projekta Istanbul? Zdaj že nekaj mesecev. Je, ne? Ja. Te še boli rit kaj? Ne, zdaj me tudi takrat ni, tako da zdaj sploh ne. Zdaj me bolj boli, ker nisem toliko na kolesu. Okay. Mislim, se zdaj niso nekakve razmere, čeprav verjetno, če vidite kakega kolesarja tudi v nemogočih razmerah, velika verjetnost, da je Istok Kočevar. Ja, tudi nas ne grem s kolesom. Se to ti pravim. Ampak moram povedati, da ta projekt, spomnimo še enkrat, Istok je z ekipo štartal na trgu Leona Štuklja in v vsega nekaj dneh pri kolesarju direktno v Istanbul. Nastal je tudi čudovit dokumentarec in zbral ogromno sredstev za program Omogočimo sanje za Zvezo prijateljev mladine, s katero Istok seveda sodeluje že praktično desetletja. Koliko denarja se je zbralo takrat z donacijami, Istok? Okoli 15,000. Res lepo. Zdaj bo kmalu, bo tisti mesec februar, ko bomo peljali te otroke na letovanje oziroma na tisti tabor za nadarjene. In to bomo tudi poročali, kak je na tem. Absolutno in upam, da jim boste pokazali tudi ta tvoj krasen dokumentarec. Ja, seveda, en večer bo imeli tak, da bo malo videli ta film. Ker res je genijalen, sploh tisti del tam v Romuniji, ko sta prikolesarila gor, pa so bili pa ful avto parkiranih, pa medvedi, kar tako vmes hodili, veš. In to divji medvedi, prav medvedi. In isto se tako pripelje, pa reče, lej ga. Ja, buc so bili. Neverjetno. Ampak še vedno je verjetno kar nekaj spominov na ta res fenomenalen projekt v bistvu. Ja, je bil tak edinstven, tak bo ostal v spominih. Kar sem se jaz naučil, recimo, ko sem gledal tvoj dokumentarec, je, da v Romuniji bolj pozno krompir pobirajo. To si ti videl, da ga pobirajo? Ja. Pšenice pa ni bilo več. Ja, ne, Pšenice je bila pa vsa požeta. Kaj te vem, če je bolj pozno? Mogoče bolj na jugu. Da je bilo kilometrov, smo rekli, koliko ti? 2000, če se prav spomnim, 49. Kaj si ti, nori. In to so bile etape, to je vmes gledalo, veš, malo je spominjalo tudi na, ne vem, eno resno dirko, ker to je bilo, veš, pa sploh od začetka. Začetek je bila dirka, tisti prvi dan ne po kilometrih, ampak po hitrosti. Pol pa je bilo, malo smo hteli nadoknaditi, pa je bilo, drugi dan je bilo 260, tretji dan 260, pa četrti dan skoraj 260, pol so mi rekli, čakaj, pa nisi ti rekel, da už 200 na dan. Jaz sem rekel, samo zdaj se mi mudi, da bom potem malo bolj na easy. In tudi bila je ena zanimiva prigoda, ko sta iz trajekta dol šla, ne? Kje je to bilo v Romuniji? Ja, to je bilo na meji Romunija-Bulgarija. Tam, ja. Tak je bilo. In stop v Bulgarijo. Ja, in je, veš, so se morali, da so jih razkužili, ali kaj skozi Varikino zapeljati, tako je bilo, veš, kot v avtopralnici, taki lok. In je isto, ki je pametno naredil, da se je mimo pelot. Ja, Luka se je mogel razkužiti. Luka pa je šel skozi. In so ga malo pošpricali. Odlično. Je bilo dobro, ne? Ja. In potem na koncu seveda olajšanje, čeprav se je zdelo, da v tisti zgodbi, da je bilo še najbolj nevarno se z biciklom pripeljati do središča Istanbula. Skoraj da tako bilo. Ampak tako kot sem že takrat rekel, nisem imel občutka, da smo v nevarnosti, ker so na čudno gledali, moče z špektom, kaj to ta dva butla tu delata z biciklom. Pa tudi veš, ima takoj malo distance, ne? Moče se najo celo bali, ne vem, ampak ni bilo tako res. Mogoče tudi zato, ker sta se za vsak primer po levi mimo vozila, ker vemo, da Turki v mrtvi kot gledajo. Mogoče zato, ja. Genialno. Ampak dejstvo je seveda, da, in to moramo še enkrat povedati, in kar je vse hvale in spoštovanje vredno, dosti ljudi se pogovarja, ti pa si naredil, ne, dejansko, in z vsega skupaj tudi lepa zgodba z veliko zbranimi sredstvi, morda še enkrat, seveda hvala lepa vsem, ki ste donirali v tem času. Tako, res hvala. In glede na to, da to seveda ni bil prvi projekt, je bil pa prvi, ki je bil res tak, bomo rekli tudi medijsko odmeven, se meni zdi isto, da bi bilo res grozno škoda, ker zdaj
realno gledano, veš, tako se za Rogliča menijo, ni več toliko, zdaj toliko dobrih let več. Boš govoril. Ja, brez pritiska. Čakaj, zdaj misliš njega ali koga drugega? Kdorkoli se najde. Ja, kdorkoli, ja, vsi smo eno leto starejši. Ja, to je res. Ja. Da v 2, čeprav ti svoje super zgledaš, ampak 2026, da bi minilo brez nekega takega projekta, bi verjetno bilo kar grdo. Ne? Ja, bilo bi grdo, neodgovorno. Ja, pa vsi mi pravijo, kaj boš zdaj letos naredil, to že zaradi tega. Imam zdaj tako malo respekt, te pa nekaj moram narediti. Ne? No, vidiš. Pa to jaz pravim, ne? In zato sicer ne bomo danes še točno povedali, kaj, čeprav sva mi dva z Igro imela par super idej. Daj da čujem. No. Ti si rekel Helsinki, ja, jaz sem rekel Nur Sultan, Kazahstan, tam je res lepo, mislim tak, veš. Zakaj bi šel v Kazahstan z biciklom? Zakaj pa ne? Zakaj poznaš koga, ki je šel? Ja, kolesarja, ja. V Kazahstan? Ja, mi smo letos... Ja. Dejansko. Pa dobro, zdaj od tu, ali pa tam preko. Ali pa od Azerbajdžana, ne? Ena taka, kar pot je, ki se odpravljajo peš s kolesi, z motorji. Ja. Res? Ja. Ok, dobro, pa rečimo... Samo jaz nisem tak nor, ne? Ok, pa če vsi hodijo v Kazahstan, te Karači. Ja, brez veze, ne? Ja. Ne, ampak razmišljaš mogoče tudi, da bi ob Luki, ki bo verjetno tudi v tem projektu zraven... Sigurno, že je. Že je, tako. Še koga v bistvu? Pa ne vem, zdaj Jeger nekaj grozi, da ima novi bicikl, drugače pa ti ne, lani meni je obljubil, da gre zraven. Ja, ker bil je na štartu lani. Ja, je bil Tine na štartu in smo se bolj pogovarjali, da gre zraven. Tako da, kaj je že bil Tine? Te pa Kazahstan, ja. Bil je na štartu in rekel je, da je že pri Malečniku hotel obupati, ker so tak krenili hudo, ne, in na nož. Ja, ne, bomo malo potrenirali. No, tako pa samo če ga boš vzel s sabo, da ga ne boš ki izgubo. Ne, brez skrbi. Ker ti te okoliške občine še vlada, zdaj kam dalje, pa ne vem, kako bi se... Zato pa mora iti. Pa cajci vzemita, ne? Ja, bomo si vzeli čas. Ok, tako da tudi letos lahko pričakujemo, seveda pa v vsakem primeru bomo delali oziroma kolesarili za katerega od programov Zveze prijateljev mladih. Najverjetneje. Zagotovo. Ja, seveda, ne, zdaj smisel, da ne smem povedati. Ja, valjda, ne. Ja, no, za koga pa. Ja, to pa skrbi že 80 let za naše otroke na številnih področjih. Ja, Iztok, lepo te je bilo videti, lepo je bilo malo potipati situacijo, bomo rekli, ne? Okay. Ne zdaj na robe razumeti, ne dobesedno, nobenega tipal, metaforično. In oziroma tako, če teoretiziramo, kdaj bomo potem to izvedli, če bomo v 2026? Tudi to še ni čisto. No pa teoretiziramo. Ja, teoretiziramo nekje od pomladi do jeseni. Tako. Neverjetno, res. Imamo neki okvir. Lani je bilo tako meni malo pozno. Je bilo, ne? Ja, se je bil tisti oktober že, potem, ko se je zavleklo. Ja, Romunija, oktobra. Zdaj, ali bomo šli bolj v tople kraje, pa lahko gremo še malo kasneje, ali pa tudi ne, pa malo prej. Tako da tudi to še... Obstaja tudi opcija, veš, kar pravijo, da se neke geološke spremembe dogajajo, da se bo rok Afrike počasi odcepil. Ja. Tako da, če bi še tu zdaj vmes mogoče 3-4 krat, ali pa če tako pelješ, da zašiješ. Ali pa da plavamo preko. Ne, ampak jaz verjamem, Iztok, brez heca, da boš. In mi bomo seveda zraven in bomo spremljali. Izjemno smo ponosni na to, kar si naredil, da smo mali del tega bili zraven tudi mi. Ste kar velik, hvala vam. Ja. Ja, ne, brez težav. Jaz sem švical vsak dan s tabo. Ja, res je. Mene je bilo strah. Jaz sem odprto igro, ga bo medved ali ga ne bo. Tako bom rekel, kvote niso bile v tvoj prid. Samo bi popularnost narasla. Zdaj, če bi mene medved pojedel, ne je bilo tako slabo, ne? Eno štorijo bi naredili iz tega. Ok, mogoče ne, da bi te mogoče malo krampno, ali pa kaj ne, da bi te pojedel. Isto tako, da nič, zdaj pa bo treba začeti počasi trenirati in se sproti obveščamo, ne, kako in kaj. Ne pozabiti, ker si naložil en rukzak, ampak verjamem, da ga z veseljem in ponosom nosiš in mi te pri tem z veseljem in ponosom podpiramo in spremljamo. Hvala vam.
Tako da kmalu, Jeger za vsak primer začne trenirati. Ja. Začnemo danes.